Matej Markovič je absolviral približno polovico svoje 72-urne misije v okviru dobrodelne akcije Srce Sloveniji. Potem, ko je preplaval 20 km slovenskega morja, je zgodaj zjutraj s kolesom iz Portoroža prikolesaril v Maribor. Prva noč vašega podviga je za vami, kako ste kaj preživeli? Ja, lepo, no. Sicer je bilo kar mrzelno, imeli smo tudi kar dost vetra v prsa, no, tudi dež, tako da je kar pobrali ene moči, no, ampak tale sonček je zdaj prinesel eno novo moč, no, tako da gremo počasi proti obračališču, pa potem seveda takoj nazaj. Upam, da zvečer, tam nekje do 10. zvečer, da bomo uspeli priti nazaj v Portorož. Kako kaj obnavljate energijo, tukaj smo videli vsake toliko časa, kakšen prigrizek? Ja, vse sorte moraš pojesti, ne? Čim več moraš jesti, čim več moraš piti, ker brez tega ne gre, tudi če ti ne paše, se moraš posiliti, ker to je le tisto, kar te žene pol naprej. Ne? Kakšna posebna energijska hrana? Prav nič, vse domače, vse tako, ko jejo čisto normalni ljudje, tako da nič. In kaj je cilj dobrodelne akcije? Da lahko pomagamo tistim, ki si trenutno ne morejo sami pomagati. Zbiramo sredstva za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene družine, tako da jaz bi se najlepše zahvalil vsem tistim, ki so že donirali, ki so že kakorkoli širili to naše sporočilo. Tisti, ki pa morda še ne vejo, bi pa prosil, da na številko 1919 napišejo Srce Sloveniji 5 in s tem donirajo prepotrebna sredstva za te naše otročke. Kako naporno je bilo včerajšnje plavanje? Zaključili ste ga prej kot načrtovano? Ja, v bistvu zelo naporno. No. Bom rekel, da sem malo tiste utrujenosti nesel s sabo tudi potem na kolo, ker imel sem kar, bom rekel, 4 ure pa pol, 5 ur valov. Tako da moram reči, je bilo orank naporno. Tista nočna masaža na Črnem kalu, videli smo fotografije. V bistvu ni to masaža v smislu, kot si ljudje predstavljajo, to je bolj v smislu, ko jaz stojim, ko se jaz preoblačim, moj maser Mitja to hitro zmasira, kolikor ima časa, ne, ponovadi je to minutka, 2, 3, lih toliko, da se me malo dotakne, da me malo prekrvavi in to je to. V bistvu je tista najhujša, tista splošna utrujenost, se pravi, ki je prišla z mano že od plavanja. Malo se pozna tudi že utrujeno brez oziroma zaspanost, ampak se pravim, zdaj najhujše smo preživeli, no, to je ta prehod iz noči v dan in zdaj gremo naprej. Ni zaspanost prav nič mučila, oziroma kako ste se borili proti njem? Ja, zmer zaspanost malo muče, ampak tukaj si pomagam jaz osebno z Red Bullom, pomagam si s kakšno kavico, v glavnem poskušam čim bolj pestro narediti, da enostavno ta zaspanost mine. Ta muzika zraven na spremljalnem vozilu pomaga kaj? To pa zmeraj. Srečno!